Letos se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijal 41. knjižni sejem s sloganom Branje je potovanje. Na 4 glavnih odrih se je dogajalo preko 300 dogodkov. Na sejmu je razstavljalo 114 založnikov, med njimi tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Naša stojnica predstavlja knjige, ki so jih izdalo Društvo gluhih in naglušnih Slovenije. Imamo različne bolj literarne zgodbice za otroke, mladino, potem imamo pa tudi bolj strokovna gradiva, razne učbenike, zvezke za učenje, tako da malo mešanega za vsakega, da se lahko nekaj najde. Največ je šlo zagotovo Žiga Špageta, starši pa so v bistvu velikokrat se zanimajo tudi za kako se počutiš knjigico, pa Vojca Pokrajculja, pa Kdo je napravil Vitko Srajčico so bile najbolj pogoste izbire. Posebej je bila na sejmu izpostavljena pomembnost bralne pismenosti, kar je poudarila tudi direktorica odbora knjižnega sejma Vesna Nahtigal. Bralna pismenost ni razkošje, temveč temelj, na katerem stojijo skoraj vse druge kompetence, od sposobnosti presojanja informacij do inovativnega podjetništva. Če želimo imeti gospodarstvo, ki zaupa v znanje, moramo imeti skupnost, ki bere. Bralna pismenost je pomembna tudi za gluhe in naglušne, ki se iz leta v leto izboljšuje. Njihova literatura ima svoje posebnosti. Zgodbica je napisana v navadni pisavi, potem pa je zraven so tudi slikice, kreten, tako da se lahko tudi ljudje učijo preko te zgodbice. Notri pa lahko tudi najdemo braljevo pisavo oziroma pisavo za slepe, tako da lahko tudi oni berejo te zgodbice. Direktorica knjižnega sejma Helena Kraljič je poudarila pomen knjige. Knjižni sejem je prostor, kjer slavimo knjigo, ki je srce vsake kulture. Obiskovalci pa so utrip tega srca, ki sejem in knjige delajo žive. In katere so letos osvojile srca bralcev? Začela bi z knjigo Doktor in povodni mož, v kateri umor raziskuje France Prešern v Ljubljani tega časa. Tako da zelo zanimivo branje. Naslednja knjiga, ki je zagotovo Profesor je končno mrtev, Maša Jelušič, njen prvenec knjige je nominirana letos tudi za najboljši prvenec sejma. V stilu recimo, to je cozy kriminalka, v stilu recimo Agathe Christie, ampak z zelo sodobnim temam. Seveda naš zmagovalec, Tadej Golob, Brezno, knjiga je prišla direktno na sejem in je že naša najbolj prodajana knjiga letos, čeprav se prodaja niti cel mesec. In za konec sem pustila kratke zgodbe Mihe Macinija, sam trdi, da je to ena njegovih najboljših knjig. Zelo veliko ljudi radi berejo hitre zgodbe, žanr je zelo popularen, to, kar bi jaz zelo rada popularizirala, so res te kratke zgodbe. Ni mi jasen, zakaj se slabše bere v Sloveniji. Najbolj brani so seveda romani. Zelo brani so tudi eseji, ampak večina res pride po romane. Številne obiskovalce na sejem privabljajo različni razlogi, a vse povezuje ljubezen do knjig. Ponavadi vsako leto pridem pogledat, no letos sem prišla mogoče malo bolj usmerjeno na otroške knjige, pa pol pač tudi, če so kakšni popusti tako na splošno, mogoče kakšna teorija bolj ali pa kakšno leposlovje tudi, no. Ja, je kar dosti ponudbe, pa so tudi dosti v redu popusti. Po poklicu sem bibliotekarka, se pravi vse življenje živim med knjigami in čisto vsako leto pridem na knjižni sejem in je zame radosten dogodek. Vedno posvetim pozornost manjšim založbam, ker velike so v medijih, so zelo izvirne, me razveselijo. Vedno pa najdem tudi kaj zase, tudi če si rečem, ne bom kupovala, ampak vedno me kaj očara. Med številnimi dogodki so izstopali tudi praznovanje 100. obletnice Mikija Mustra, oddaja Lahko noč otroci, ter nastopi številnih glasbenih gostov.
Podeljenih je bilo tudi 9 nagrad, mednarodno dimenzijo pa so prispevali gostujoča država Madžarska in gostujoče mesto Celje.